Domžalčani so prvo četrtino državnega prvenstva zaključili na gostovanju v Ljudskem vrtu. Domačini so se v tekmo podali z prvega mesta, na katerem so imeli 20 točk, 10 več od rumenih, ki so zasedali 5. mesto. Trener Simon Rožman je v primerjavi s tekmo proti Triglavu opravil 3 zamenjave. Namesto poškodovanega Rubena Belime je zaigral Agim Ibrahimi, Žana Žužka je na sredini igrišča nadomestil Adam Gnezda Čerin, na desnem bočnem položaju pa je pred Matijo Romom prednost dobil Andraž Kirm. Srečanje so sredine igrišča začeli Domžalčani, ki so tokrat zaigrali v belih dresih. Tekla je 17. sekunda tekme, ko je kapetan Senijad Ibričić podal do Gregorja Sikoška. Njegovo podajo v sredino ni uspel zaustaviti Jasmin Handanović, žoga pa je zadela Mitjo Vilerja, ki je nespretno zatresel lastno mrežo. Imeniten začetek tekme za Domžalčane. Na drugi strani so se Mariborčani uspeli hitro zbrati in v 10. minuti je bil izid znova poravnan. Po podaji Markusa Tavaresa je vratarja Ajdina Mulaliča premagal nekdani član Domžal Jan Mlakar. 1:1. 5 minut pozneje je Ibrahimi poslal odličen predložek na drugo vratnico, kjer je Kirm streljal s prve z voleja. Handanović je bil zbran. Sledilo je zatišje vse do 40. minute, ko je žogo na polovici Domžal ukradel Tavares. Njegov strel je zletel čez gol. Tik pred koncem prvega polčasa so domači prišli do kota z desne strani. Po podaji Amirja Derviševića je na prvi vratnici visoko skočil Saša Ivković in z glavo neobranljivo poslal žogo v mrežo. Preobrat domačih za vodstvo po prvem polčasu z 2:1. Med odmorom brez zamenjav na obeh stranih, prvo priložnost v drugem delu igre pa so imeli vijoličasti. Pred vrati je do strela prišel Ivković, ki je poslal žogo čez gol. V 52. minuti je Blaž Vrhovec v kazenskem prostoru našel Mlakarja. Strel napadalca Maribora je v zadnjem trenutku uspešno blokiral Tilen Klemenčič. Sledil je kot, ki ga je izvedel Dervišević. Pred vrati je bil osamljen Tavares, ki je z glavo streljal za las mimo leve vratnice. Pritisk domačih se je nadaljeval. V 58. minuti je po podaji Mitje Vilerja poizkušal Vrhovec, a neuspešno. Kar ni uspelo Mariborčanom pred vrati Domžal, jim je uspelo pred svojimi. V gneči v kazenskem prostoru Maribora je žoga presenetila Ivkovića in se odbila v mrežo nemočnega Handanovića. Drugi avtogol vijoličastih za izid 2:2. V 65. minuti priložnost za Jasmina Mešanovića. Znova je v zadnjem trenutku požrtvovalno posredoval Klemenčič. 5 minut pozneje je Viler iz avto žogo vrgel do Mlakarja. Ta je streljal iz mrtvega kota, vratar Mulalič pa je z uspešno obrambo žogo odbil v kot. Na drugi strani je uporaben predložek poslal Sikošek, do strela z glavo je prišel rezervist Žužek, a brez težav za Handanovića. Mariborčani so odgovorili z 2 poizkusoma z razdalje. Strel Derviševića je Mulalič odbil v kot, poizkus Mlakarja pa je domžalski čuvaj mreže uspešno ukrotil. V 78. minuti sporna situacija v kazenskem prostoru Maribora. Sikošek je bil hitrejši od Aleksandra Rajčevića, ki je storil prekršek. Čeprav je branilec Maribora Sikoška spotaknil znotraj kazenskega prostora, sodnik Damir Skomina ni dosodil 11-metrovke, je pa pokazal rdeči karton Rajčeviću. Prosti strel je izvedel Ibričić, odlično je meril čez živi zid, a se je z izjemno obrambo izkazal Handanović. Domžalčani so z igralcem več začutili priložnost za zmago in v 85. minuti je Ibričić na levi strani kazenskega prostora našel Gnezdo Čerina. Ta je s prve z glavo podal pred vrata, kjer je za las zamudil rezervist Matej Podlogar. Slednji je bil v novem napadu v 90. minuti. Zaključil ga je sam, a je z razdalje streljal mimo desne vratnice in tekma se je končala z neodločenim izidom 2:2. Pomembna točka za Domžalčane, ki bodo znova na delu že v sredo ob 20. Drugo od 3 gostovanj v 8 dneh bodo opravili na stadionu Matije Gubca v Krškem.